Živijo in zelo lepo dobrodošli v junijski epizodi podcasta Umetnost ledenarjenja. Danes z zelo zanimivim sogovornikom na zelo pomembno tematiko. Z mano je Boris Horvat, ki ima nadimek Tihi. Ta nadimek so mu dali že v otroških letih, ker je zaradi okvare sluha, ki takrat še ni bila prepoznana, se je začel umikati iz interakcij z vrstniki in mu je to tudi, kot boste slišali, zelo spremenilo življenje in proces odraščanja in šolanja. No, danes je Boris predsednik medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko, Auris Kranj, je velik podpornik te skupine, bori se za pravice, bori se za izpostavitev, za manjšanje diskriminacije in stigme gluhih in naglušnih oseb. In danes sva se pogovarjala o izzivih, ki spremljajo tovrstno okvaro sluha. Pogovarjala sva se o tem, ali je za invalidne skupine, za ljudi z invalidnostjo v naši državi sploh ustrezno poskrbljeno, od zakonodaje do praktičnega dela, kako je v času kriznih razmer, epidemije, raznih morda poplav, vojn, kaj so glavni izzivi in kje so glavni, prostori, oziroma kje je prostor za izboljšanje. Kot veste, v Republiki Sloveniji velja, da smo ljudje enakopravni in da imamo enake pravice, kar v praksi, tudi jaz vidim v zdravstvu, v medicini, par anekdot sem povedal tudi v pogovoru, v praksi žal ne drži vedno. Tako da upam, da s tem pogovorom nekako prispevava en mali košček v to, da vsaj nekako stremimo k bolj pravičnem svetu in morda kdo od vas, tudi če nima nobenih težav s sluhom, pomisli, kaj lahko naredimo vsak od nas, da podpre tiste skupine, ki so kdaj spregledane, pa naj bo to kakršnakoli hiba ali invalidnost, ki spremlja sočloveka. Današnja epizoda je sicer sponzorirana strani društva Neurot, torej vodilnega evropskega podjetja za slušno akustiko in zaščito sluha. Z njimi imam tudi jaz zelo dobre osebne izkušnje s svojo babico, tudi o tem sem anekdoto povedal med samim snemanjem in jih z veseljem sprejemam kot pokrovitelja, ker se mi zdi, da kot boste slišali v pogovoru z Borisom, žal obstajajo tudi zlorabe ljudi, ki so v tem položaju invalidnosti. Podjetja prodajajo magične rešitve, prodajajo jih zelo drago in moramo se boriti proti takemu zavajajočemu oglaševanju in proti temu, da nek starostnik ali pa neka oseba, ki ima že težave, še nasrka pri nekih ljudeh, ki pravzaprav mu kradejo in ga izkoriščajo. Rad bi seveda omenil, da čeprav Neurot sponzorira epizodo, na vsebino ni vplival, z Borisom sva se pogovarjala popolnoma po svoje. Najlepša hvala, ker spremljate podcast Umetnost ledenarjenja. Upam, da boste tudi od današnje epizode odnesli kaj lepega in uporabnega, sicer pa se slišimo in tudi vidimo v kratkem. Boris, najlepša hvala za vaš čas, res se veselim tega pogovora. Že iz istočnic, ki sva si jih izmenjala, se mi zdi, da bo zanimiv in pomemben. Tako da hvala, da si mi pridružil. Ja, hvala vam za povabilo. Jaz zelo veselim tako, da bom rekel, da promoviram, ampak predstavljam to našo nevidno invalidnost, ker je res tako v javnosti zelo malo poznana. Ne? Aha, nevidna, pa mogoče če kar vprašam, zakaj bi uporabil to besedo? Če boste na cesti srečo gluhega človeka ali pa recimo mene pa brez teh pripomočkov, vse ne boste vedeli, da sem oseba z izgubo sluha. Ne? Ampak šele takrat, ko začnete se z njim pogovarjati, pa stopite v kontakt, pa vidite, da nekaj ni v redu. Ne? Kdaj ste pa vi zase videli, da nekaj ni v redu? Ja, zdaj, če se nazaj spomnim, sem že v otroških letih imel težave s sluhom, ampak takrat pač se s tem ni nihče ukvarjal. Pa je še v srednji, osnovna šola, srednja šola, sem imel pri določenih predmetih že težave. Recimo tu jezik je bil problem zame, ampak nisem vedel zakaj, ampak šele zdaj vem, da je to problem za vse tisti, ki slabo slišijo. Ne? Mogoče zaradi izgovorjave, ki je drugačna kot napisana beseda. Ne? Ja, seveda. To je pa problem, ki se veče celo šolo. Ne? Ni bilo pa kakšnih varovalk, recimo, jaz si predstavljam danes, ker zdaj spremljam recimo mojo hčerko, sicer še ni v šoli, je v vrtcu, ampak
je imela že, ko je bila dojenček, so bili to presejalni programi, se pravi pri pediatru, a slišiš zvonček, a se obrne v eno smer, a vidi. Ne. To si predstavljam, da včasih ni bilo tako razvito. Ne, res ni bilo. Mislim, tudi ne spomnim se, da bi se dokaj posebej posvetil moje, pa se vedelo očitelno, da imam težave, ampak verjetno sem mislil kakšnih drugih razlogov, ne pa zaradi izgube sluha, ampak pač to dejstvo je to. Se pravi, vi ste že kot otrok v bistvu zase ste čutili, da nekaj ni, oziroma ste mislili, tudi dobil ste nadimek takrat, a ne, so vas začeli klicati tihi. Najbrž gre ena z roke v roke, si predstavljam, da če človek slabše sliši, pol si ne upa tudi kaj dosti izpostavljati. Mislim, ne, da si ne upa, sej večkrat se vključaš v družbo, ampak kjer ugibaš, kaj se pogovarjajo, bom rekel, nekaj bleknejših izven konteksta. A ne, in recimo, mojem predlateljem bilo večkrat to smešno, meni pa ni bilo. In potem podzavestno si kar nekam umikaš iz družbe, mislim, si v družbi, ampak si rajši tiho, da spet na blekneš kakšne neumnosti izven konteksta. Kdaj ste pa potem nekako dobil diagnozo oziroma pomoč, koliko ste bil star, oziroma ste že šolo zaključil? Moj prvi stik, mislim, ali pa prvi zdravniški pregled, ko sem dobil prvi izvid, imam izgubo sluha, je bil, ko so me priklicali v vojsko JLA. Takrat je bil še obvezen tisti zdravniški pregled, tam so mi izmerili izgubo sluha, ampak so me glitko priklicalo v vojsko, tako da sem odslužil 1 leto v Sarajevu, dali so mi pa diagnozo omejeno sposoben. Tako da sem bil zaradi izgube sluha oproščen straže pa streljanja. Ampak to mi je malo zanimivo, kako ste v bistvu padli čez mrežo, recimo šole, osnovne, srednje, tako vojska pa nekako, oni pa hočejo pregled. Oni pa hočejo, ja. Tam pa ni bilo teh kompromisov. A ste potem lahko študirali? Ja, kot sem že prej rekel, že v osnovni šoli sem imel probleme s tem tujim jezikom, v srednji šoli tudi, tam sem celo imel popravenega, pa po inštrukcije, ampak nekako sem prišel skozi, ampak tak težav je bilo enostavno preveč. Zato sem ko sem vojsko odslužil, sem se zaposlil. Sem se pa zaposlil v tekstilni industriji. Imam tekstilno srednjo šolo, pa to je bila tradicija v našem mestu Tržič. Ampak ravno v tem hrupnem okolju si ne bi smel. Če bi kdo spremljal to, telepsijalne, tako ste rekli, bi rekel, nisi primeren za tekstilno službo ali pa pet nekam drugam. Ampak to bi se pravi neka medicina dela, prometa in športa, ki imamo danes, ki oceni to, da ti gre že malo na živce ta pregled, se pravi, to niti ni bilo razvito, si predstavljam. Vsaj ne na ta način, ker to zdaj recimo za nas, tudi da ocenijo, da ti lahko recimo si delaš s sevanjem, da lahko delaš nočne, da lahko si spostavljen, kot smo mi, tem izmenam. To imaš take preglede, da te že malo ti gre na živce. Čeprav zdaj, kot govorite, se mi zdi pa zaskrbljujoče, da tega ne bi bilo. Lejte, ko je šla naša tekstilna tovarna BPT v Tržič v stečaj, sem pa izgubil službo, šel na zavod, potem sem šel pa v kranjsko tekstilno tovarno, to je bil tekstilin časih. Tam so me na kadrovskem razgovoru sprejeli zaradi izkušenj pa šole, ampak sem šel pa na zdravniški pregled, so mi pa zavrnili. Tam so mi pa že je bil že problem to. Zdaj ste pa potem, a pol takrat še niste imel aparata? Že. Takrat ste že imel? Ja. Jaz sem ta prvi aparat sem dobil tam, bom rekel, 22-23 let sem bil star, ko sem se zaposlil v službi, ker sem imel skozi več teh problemov. Nisem na sestankih, sodelavci sem večkrat kaj narobe zastopil, ampak tako, sluh mi je bolj pešal, dokler me še imaš izgubo sluha, se nekako, bom rekel, švercaš, bereš z usten, se sam znajdeš, ampak pa pride sam do tega, da slušen aparat, pač brez tega ne gre več. Pa ste pa tudi na neki točki se začeli povezovati, to me zanima malo, ste tudi predsednik tega društva Auris Kranj, se pravi društvo naglušnih in gluhih. Kako pa je do tega prišlo, koliko je pa to društvo staro? Ali je to nekaj normalnega, da se na tak način povezujejo tudi? Lejte, društvo Auris je lansko leto praznovalo 70 let delovanja, kar je res, bom rekel, častitljiva doba in tudi sam sem ponosen, da sem zdaj predsednik tega društva. Ampak takrat, ko sem prej rekel, ko sem izgubil službo, oziroma mi niso sprejeli zaradi izgube sluha, šele takrat sem se sam poiskal kontakt društva in sem pač tam poiskal pomoč. Ampak
prek mi pa nihče ni omenil, da bi se recimo vključil v društvo ali pa da bi mi oni pomagali. Recimo, danes je to lažje, danes je veliko teh podatkov na spletu, takrat tega ni bilo. Ampak če bi me tako že vsaj v šoli spremljali, bi lahko rekli, pejte v društvo, pa ti bo tam mogoče svetovali pa pomagali. To opažamo, jaz v zdravniški službi opažam, mogoče celo bolj, odkar sem tudi na televiziji, kjer obravnavamo različne sindrome, bolezni in potem pride tudi kakšen bolnik, koliko enih različnih društev je kroničnih bolnikov, invalidov, od različnih, ne vem, pljučne hipertenzije, ne samo potem rakavi bolniki, preživeli otročki, hematoloških, mislim, tako res. Se mi zdi to ena krasna stvar, ker človek seveda dobi recimo od zdravnika neko informacijo, od učitelja, od šefa, ampak od nekoga, ki v bistvu gre po isti poti in je morda že, tako kot ste rekel, ugotovil neke stvari, ki jih ti še ne veš, je toliko večja vrednost. Kaj pa so recimo, tako, če sam me malo še zanima, aktivnosti, kaj je cilj društva, kaj počnete? Ko sem jaz recimo začel reševati te moje probleme z izgubo sluha, nisem poznal nobenega, da bi ga vprašal za kakšen nasvet. In v našem društvu res ogromno posvečamo temu, da svetujemo. Imamo samo pomočno skupino, tam pride vsak, lahko vpraša po mailu, lahko kakorkoli, kakšno je sploh tista prava pot do dobrega slušnega aparata. Ker tako na trgu je ogromno nekih kvazi pripomočkov, zavajajočih oglasov in nažalost opažamo veliko ljudi pač nasede tem oglasom, ampak to je izguba časa, izguba živcev, izguba denarja. Naše delo pa je, da jim pokažemo, kakšna je prava pot. O tem smo se enkrat že malo na kratko pogovarjali, ampak to se mi zdi tako noro. Se pravi, omenjate te zavajajoče oglase. Mi smo tudi pred kratkim, cela Slovenija je spremljala tudi te zavajajoče oglase nekih prehranskih dopolnil, tudi na RTV-ju so bili. Praktično nemogoče bilo to ustaviti, umakniti. In očitno ciljajo tudi na invalide, tudi na naglušne, tudi na druge skupine. Zakaj je šlo v tem vašem primeru? V našem primeru je, vsak človek, ki ima izgubo sluha, ima specifično izgubo sluha. To je neka krivulja, audiogram, določeni glasovi manjkajo. Ne samo, da samo na splošno samo sliši, ampak in ko poslušaš človeka, ko govori, ti manjkajo črke, ti manjkajo besede in težko razumeš pravilno. Slišiš že, ampak ne razumeš. Ti oglasi obljubljajo univerzalno rešitev, da pomagajo vsem, ampak to je nemogoče, ker vsak slušen aparat mora biti individualno nastavljen na izgubo sluha, ki jo ima človek. Ta krivulja, tisti manjkajoči, ne da pojača vse zvoke, ampak samo tisto, kar človeku manjka. Se pravi, na nek način ponujajo zelo preprosto rešitev za eno kompleksno težavo. Ja, to so včasih ponujajo pod imenom slušni aparati. Potem po naših urgencah so to spremenili pod slušne rečevalce. Tako da nekaj zavajajo ljudi. Ampak v društvu opažamo, da je veliko ljudi še vedno, bom rekel, da je naša izguba sluha tržna niša za vse te prevarante, ker je po vseh statističnih podatkih v Sloveniji okoli 300,000 oseb, ki imajo zaradi izgube sluha že resni probleme v komunikaciji. Pa mislite, da so vsi te ljudje, da rečem večina ljudi v obravnavi ali da nekako tudi jih izgubimo? Moja zgodba je tudi taka. Od prvih simptomov, ko vidiš, da imaš že neke probleme, potem se švercaš, ampak od prvih simptomov do samo priznanja, da rabiš pomoč, včasih 10-15 let. Dokler zdaj ne prideš do tega, da je pa res čas, da greš poslušan aparat. In v tem času vsak išče rešitve. Nekaj časa so prodajali celo čudežne kapljice, ki v enem mesecu povrnejo v sluh. Pa zraven so bile navedbe, bom rekel, zdravnikov, strokovnjakov, da je to vse drži. Ampak tudi zdravniška stroka pravi. Recimo ti slušni učevalci, ki pojačajo vse zvoke, lahko človeku še poškodujejo sluh. Zato tako nasprotujemo temu prevarantskemu poslu.
Ampak to potem, mislim, so take reklame, ker vem, da recimo že vsaj za zdravila, za dopolnila obstajajo neka pravila, kaj lahko ti rečeš, ne? Da ti ne smeš recimo na živilo, že na živilo ne smeš ti napisati, ne vem, odpravlja glavobole, če to ni zdravilo. A so take stvari, kot ste zdaj rekel, da nekdo reklamira kapljice, ki povrnejo sluha, je to sploh legalno, da se objavi? Seveda ni legalno, ampak problem je, ker te čudežne kapljice so prodajali podjetja z nekih daljnih otokov. Recimo, dobro spomnim, Kajmanski otoki, tam je sedež podjetja. V naši zakonodaji pa piše, da za škodljivo oglaševanje ni odgovoren medij, ampak naročnik oglasa. In tam je zakonodaja pač tega ne doseže, izven Evropske unije ni sankcij. Zato se mi trudimo, da bi tudi mediji mogli biti odgovoren za tako oglaševanje. To je grozno v resnici in to bi zelo rešili. Če bi Evropska unija dosegla, ker vse vidimo te kraje identitete tudi in vse. Se pravi, kolikrat sem že, sam bil, mislim, da 4krat zdaj, del nekih reklam, za katere nisem vedel, da obstajajo, za produkte, ki so bili izmišljeni. In recimo Facebook, ki te reklame objavlja, ker tisti Kajmanski otoki, in v tem primeru je bila neka firma iz Ukrajine, pa tudi iz neke stojine, plačajo, oni rečejo, nam so plačali, mi nismo vedeli, ta odgovornost, točno to je, če bi medij bil odgovoren tudi za vsebino, bi to verjetno kaj rešilo. Bi dobro premislil, če se splača to objavljati. Dejansko, ali je obraz tudi, ne samo mene, so predsednico države, pa ne vem, koga vse so ukradli, ali je to res ona rekla, ali lahko to mi objavimo, ampak nekako ta denar, ne vem, zaenkrat se na tem ne dela. Mi smo, ali pa jaz osebno sem porabil vse te agencije, inšpekcije, oglaševalsko razsodišče, ni da ni, vse smo probali, ampak v bistvu je problem točno to zakonodaja. V najboljšem primeru umaknejo pol to nekako, dosežeš, ampak to noben ni kriv in to je frustrirajoče, sploh, ko si del tega, tudi malo osebno, kot da si ti zlorabljen ali pa skupina, za katero, ki je ogrožena in za katero se nekako tudi boriš. Ampak jaz upam, da bo vendarle se kaj spremenilo na tem področju, ker se mi zdi, da od vsega tega svetovnega pohlepa vendarle mogoče Evropska unija tista, ki malo vseeno pazi in se najbolj upira, recimo tudi zdaj nek akt o umetni inteligenci je šel naprej, ki je določene stvari blokiral, da ne more kar vsak vse delati z podatki in tako ne. In to, da bi rekel, če ti objaviš reklamo, mora biti neka vsaj sledljivost do naročnika, saj lahko ti pol mogoče priložiš neko globo na njega, če dobiš, ampak to bi pomagalo, ker vsi držijo roke stran. Lejte, če lahko sovražen govor preprečijo, bi tudi škodljive reklame lahko preprečili. Pač nisem strokovnjak računalniški, ampak se bojo mogli, ker se razvija se ta spletni kriminal, se bo mogli tudi spletna prisotnost neke policije, policijske enote, ne vem, na ta način. Eno stvar ste rekel, ko bi se jaz še malo vrnil, da je trajalo dolgo od tega, ko ste vi začutili, da imate težave, do točke, ko ste si priznali na nek način, da potrebujete pomoč. In ker to opazimo, to je ena stvar, ki opazimo tudi pri ljudeh in pri svojcih, da je malo umikanja, da se rajši človek, tudi kakšen starostnik, ki začne pešati, kar se tiče sluha, se začne malo rajši umikati od interakcij, kot pa da bi poiskal pomoč, kar je zelo nevarno. Tudi zato, ker je prejšnji podcast sem imel z Zdenko Čebašek, oziroma pred 2 epizodama, in sva govorila o demenci. In jaz sem jo malo vprašal, kaj je recimo zdaj protektivna dejavnost za možgane. A če jaz rešujem križanke, berem, a bom imel manj verjetno demenco, ker to rad berem, pa sem nekako to potrdila. Je rekla, seveda to ne bo škodilo, ampak da je izjemen dejavnik tveganja za kognitivni upad je v bistvu naglušnost, ravno zato, ker je ta socialna komponenta človeštva tako močna. Se pravi, da se jaz lahko interagiram, da se lahko pogovarjam, da sem vpet v družbo, je tako važno, da ljudje, ki se začnejo umikati, začnejo kognitivno tudi pešati. Res je. Naglušnost je eden glavnih vzrokov, pa razlogov za demenco, pa depresijo, pa še osamljenost, pa velikih teleh psihosocialnih težav, izhajajo iz tega umikanja iz družbe, pa se zapreš vase,
se pojavljajo čudne misli, črne misli. Ni družbe. Se pravi, tudi jaz sem se umikal iz družbe, danes se ne. Danes imam tako dober slušen aparat, pa tole slušno zanko, imam sabo kamot, lahko se pogovarjam. Ampak včasih je bil pa to velik problem. In tudi to, jaz sem izkušal svojo babico. Ne. Ona je, ko je dedek umrl, največ na svetu je pomenilo, da smo se poklicali vsak dan, pa se pogovarjali, se obiskali. In njo recimo je blazno začelo moriti in skrbeti to, ko je začela slabše slišati. Ampak ona je stalno pa nekako se bala, da bo pa zdaj ta aparat, zdaj bila gospa zelo urejena, pa tako, ne, zelo pri sebi mentalno popolnoma, ne, da bo ta aparat se videl, pa da bo ona zdaj šla, ne vem, frizerju v Špar in bo nekdo rekel, aha, ona je pa starka ali pa lejo z aparatom. Takrat so jo tudi pri firmi v tem svetovali, seveda te, ki so tudi čisto tanke nitke, da se ne vidijo, da ni treba. Ampak to je njej blazno, nekako bala se je, ne vem česa, neke stigme ali neke tega, da bo izgledala stara in betežna, ali kakorkoli naj to rečem. Opažate to? Ne, to obdobje sem tudi jaz, bom rekel, dal skozi. Tudi sem, mi bilo narodno, aparat nosil sem ga skrival z dolgimi lasmi, pa s trakom, pa ne vem. Tisto je stigma, res je. Včasih ne vem zakaj, ampak če človek nosi očala, je pač to nekako normalno, zaslušen aparat je pa res neka stigma, sramote. Pa čeprav je bilo tega včasih precej več. Mislim, da je zdaj tega precej manj. Če pogledate, mladino ima v ušesih in slušalke in telefone. Včasih sploh ne veš, kaj ima. Kaj ima, res, sploh ne veš. Jaz se zdaj nič ne sekiram zaradi zaslušenega aparata, ker se zaradi tega se v družbi precej boljše znajdem, kot pa brez. To je predvsem ta važna stvar, ker ona je polkar govorila, smo rekli, a gremo jesti ven, pa ne, pa v restauracijo ne grem, ker je hrup. Lahko priješ na obisk, ne, se bo pogovarjala, ampak to pa ne to. In to je za nekega človeka, ki mu socialna mreža veliko pomeni, važno. Se pravi, stigma ocenjujete, da je še prisotna, se vas hotel vprašati, kako ocenjujete generalno nekak položaj v Sloveniji, se pravi, koliko je poskrbljeno za naglušne in gluhe, čisto praktično zakonodajsko, ali pa za invalide nasploh? Za našo populacijo lahko rečem, da je zakonodaja invalidska pa zdravstvena kar dobro zapisana. Bolj je problem, kjer ljudje tega ali ne poznajo, ali se ne pozanimajo, čeprav je vse na spletu, ampak tako v našem delu društva ugotavljajo, da res ne poznajo vsega, na kakšne so pravice, kakšne so možnosti, koliko država subvencionira, ogromno je tega. Kljub temu, da se veliko pojavljamo tudi v medijih, jaz mislim, kakšne članke, tudi ta vaša oddaja je bila sigurno, kakšen mu pomagala, da tej pravi poti, ampak kljub temu je veliko ljudi, ki imajo ta strah, pa mislijo, da so to kakšni blazni stroški, pa težave, ampak ni tako. Mislim, res je, da je začetka imel problem z zaslušanim aparatom, ker se mora tudi možgana navaditi, ni čez noč rešitev. Ker tudi možgani rabijo, ker še nekaj časa, da se navadim na te nove zvoke, ampak ko se pa daš vso to proceduro skozi, pa užitek nosa slušen aparat. Tega se tudi moja babica bala, pa tega, da ne bo znala ga spakirati, pa tam meniti baterij, pa ne vem kaj, ampak ne vem, se mi zdi, da je človek zelo prilagodljivo bitje, da to je zdaj pač nekako, itak priješ do točke, ko pomoč rabiš, kot ste rekel, recimo jaz brez očal, sploh ne grem več iz hiše, še športan, si ne upam, ker ne vidim, v katero smer tečem. In iz tega vidika, ki pa je pol nekako za nekoga, morda kot ste rekel, ki posluša, pa opaža te težave ali pa približnjamo, kaj je pol prvi korak, bi vi rekel, da stop do nekega ponudnika aparatov ali osebnemu zdravniku, ali kako se začne reševati te težave? Procedura je, bom rekel, čez klasična. Najprej oseben zdravnik, tam človek dobi napotnico za specialista, kjer izmerijo to izgubo sluha, tam se dobi naročilnica za slušne aparate, s to naročilnico se treba povedati vsem tem dobaviteljem. V Sloveniji mislim, da je 7-8 tako uradnih s koncesijo zdravstvene zavarovalnice, obstaja tudi testno obdobje, ni treba kujta prvi dan vse kupiti, ampak 3 mesece lahko testirajo, doma, v službi, s prijatelji, kjerkoli.
vsi ti slušni aparati, danes je to cela znanost, bom rekel, no, so res vrhunski, je pa nujno, da so pravilno nastavljeni. Ravno na tisto izgubo, ko jo človek ima. Ne. In jaz sem recimo 2 leti nazaj tudi dobil nov slušen aparat, pa sem še najmanj 7krat nazaj, da mi ga je pravilno nastavil, ker je velik teh motečih elementov, recimo lasten glas, ropot okolja, ali štiri šumi. Ampak vse se da, to je vse računalniški programi, vse se da nastaviti in absolutno obstaja za vsako naglušnost rešitev, je pa potrebno obojestransko sodelovanje, ne samo akustika, ampak tudi nek angažma, ne? Ja, moraš sodelovati s tem. Recimo v poročalah je verjetno drugače, imaš geometrijo, daš gor, bereš, poslušni aparati pa mejkan več tega angažmaja. Jaz sem bil pred kratkim v Bruslu na eni konferenci o pripravljenosti Evrope. Sem se malo tudi bolj poglobil v to, kako smo recimo strani Evropske unije zavarovani, pripravljeni na razne od poplav, geopolitičnih groženj, ne vem, globalnega segrevanja. In en velik del pogovorov je bil tudi v bistvu zaščita ranljivih populacij med neko katastrofo, recimo, ne. Ker to ni tako samoumevno, ne. Ljudje recimo pomislijo o gluhem, naglušnem človeku, pa si mislijo točno to, kar ste zdaj rekel, upam, da gre do zdravnika, pa dobi dober aparat, pa ga testira, pa potem se lahko pogovarja. Ampak en kup stvari v okolju je, na katere se mi zanašamo čisto samoumevno. Recimo, da jaz vem, če bom zdaj domov hodil med tem, ko se posnela ta podcast, pa bo neka sirena zračna, ne, za, ne vem, bombardiranje, ko je bilo včasih v vojni, ali pa za nek požar, izpad elektrike, da bo na radiju nujno obvestilo, da bom jaz to slišal. In ne vem, nekdo, ki je na vozičku, da bo lahko, če tlele v pisarni se zdajle v sosednji pisarni uči, če bo potres, da bo imel dostop do, recimo, ven do nekega zbirnega mesta. Ne? In na te stvari, ki smo se tudi v Bruslu skoncentrirali, ne, se kdaj malo pozabi. Tako da ne vem, kako se vam zdi, ali je varno v narekovaju za vas, oziroma koliko je to v vaši lastni roki, pa koliko država skrbi za to, da v primeru nekih dizasterjev, katastrof, recimo tudi, kaj jaz vem, neka dolgotrajna pomanjkanje ali pa vojna, kjer ne boste imeli baterij, ne. Se v take stvari, na katere včasih ne pomislimo, kako se počutite v teh scenarijih, se upam, da so hipotetični in da hipotetični ostanejo. Ja, jaz se spomnim, ko je bila recimo vojna za Slovenijo, ko so letala bombardirale Krvavec. Tule so sirene, bil je alarm, letala so pač glasno letela, ampak naši gluhi niso nič vedeli, zakaj se gre. Tudi na televiziji, pač napovedalci je pove, ampak takrat še ni bilo ne podnapisov, nič, ne tolmačev, ker danes je to precej več tega. So tolmači, so podnapisi v teh situacijah. Ampak recimo, če se spomnim nekaj let nazaj, ko je bil ta COVID-epidemija, takrat je bilo pa toliko enih, vsak dan nekaj nove informacije, nove direktive, nova navodila, tudi ljudje niso vedeli, kaj je prav, kaj ni prav. Eni gluhi so bili pač cel teden v hiši, ki niso ven upali, čeprav je rečeno, da izven občine ne sme. Veliko je bilo napačnega razumevanja. In takrat vem, da smo društvo delali, bom rekel, 24 na dan. Po vseh teh možnih linijah, videoklici, SMS-i, po računalniku, po mailih, smo pač kontaktirali z ljudmi, kar smo vedeli znali. Ki še mi nismo smeli kar z občine v občino pa pomagati ljudem. Ampak vsaj te komunikacijske linije smo imeli vzpostavljene non-stop. Se pravi, ker je bilo tako težko priti do informacije, ali zakaj? Ja, če se dobro spomnite, vsak dan so bile različne direktive, maske gor, maske dol, maske pripovedane, niso pripovedane. Takrat je bilo tudi veliko izgubljenih slušnih aparatov, ker so se maske snimale in so zadeli slušen aparat. Še meni si to naredila, sem ga izgubil, ampak sem srečo kuj opazil. Ampak moja sodelavka pa ni imela te sreče, ker ga je na črpalki povozil tovornjak. Pa to niso poceni stvari vseeno. Ja, niso. Zdaj, če so zavarovane, pač zavarovalnica povrne, če ne pa pač lastna krivda.
Kako pa je pol, recimo v primeru mask, ne, se vendar tudi berete iz ust, pa tudi dikcija sama, ne, se jaz vidim tudi pri starejših, ki recimo slabše slišijo, da včasih, ko govorim čez masko, probam na glas. Ne pomaga. Ja. Ja, res je. Ja. Takrat sem tudi jaz sem šel v trgovino, mi je bilo težko, ker sem se sam bavil, če mi bo blagajničar kaj rekla, ki nisem nič zastopil. Ker jaz tudi veliko, jaz bom zase rečem, jaz sem profesionalc branja z ust in tudi ponavadi človeka gledam v usta, ne v oči, tako med pogovorom. Ampak te maske so bile res šok za vse nas. Ampak takrat pa lahko rečem, da smo kot društvo, pa kot zveza društev smo dosegli saj to, da je država sprejela en odlok, da recimo, če je naglušen zdravniku, da lahko ne zahteva, ampak zaprosi zdravnika, če lahko masko dol. Aha, to je prav bil odlok. Prav odlok države je bil. Ja. Ali se vam zdi pol, da v tem modernem svetu, ko smo rekli presejalnih programov, pripomočkov, nižanja stigme, da obstaja še vedno diskriminacija? Zdaj govorim iz tega vidika, ker naj bi bil v Sloveniji vsak posameznik enakovreden, ne glede na nekakšne telesne hibe. Ali ste enakovredni člani naše republike? Ja, če vam pošteno povem, bom rekel, da nismo. Ne? Nismo več tako diskriminirani kot včasih, ampak če človek, zdaj so politika taka, kot je, zdaj se spreminja politična opcija, ampak program iz parlamenta je nam nedostopen. Ni podnapisov, ni tolmača in sploh ne moramo spremljati. Lahko spremljamo recimo RTV, tako dnevnik je s podnapisi, ampak to, kar se danes dogaja v parlamentu, pa je nam nedostopno. Da ne govorim po vseh komercialnih televizijah, ki so čisto nedostopne, RTV že mora biti po zakonu nekam bolj, Pop TV je delno so te poročila, vse ostalo je spet nedostopno. No ja, ampak komercialno v redu, to nekako vsak zase se odloči, kaj in komu bo prodajal, ampak tole, ko ste rekel, ne, ljudje, ki vodijo našo državo in tudi za vas delajo odločitve. Ampak so volitve, pa so te soočenja, pa kaj jim še vse to zraven, tudi nedostopne. Nekaj je, no, ampak po radiju, recimo, radio je nam nedostopen. Čisto tako. Zdaj bojo spet volitve, pa pridijo del društva vprašati, koga naj volim. Jaz tega ne smem reči. To imate pa kar bolj moč. Ja. Ena stvar, ki jo jaz opažam, je tudi na urgencah in v bolnišnicah, kaj se zgodi, je, da pripeljejo recimo starejšega gospoda s pljučnico, sum na okužbo in on ali nima s sabo tega aparata, ali pa tankega sestra gospoda sleče, pa zrihta mu že vse poberejo. Ne? In potem pridem jaz, ga gospoda začnem pregledovati, ga začnem nekaj spraševati, on mi ne odgovarja in jaz zapišem, gospod je zmeden ali pa kognitivni upad, nekomunikaten, sum na okužbo centralnega živčevja, ker se ne more pogovarjati in tako. Ne. Pokličem sina in rečem, gospod sploh kaj pove, čisto dementen. Ne. Ta nalepka demence se pripopa velikokrat ravno zato, ker nekdo ne sliši. Ne, pa recimo nima aparata, ni vkopa, ampak včasih hitimo, se to smo mi krivi, hitiš, tam nimaš gužvo, probaš pogovoriti, čisto ti on na 3 vprašanja samo gleda, ne probavaš več, rečeš, dobro, on se ne bo pogovarjal, dajmo ga to, urinski kateter, to, da vsega napadeš vseh strani. Človek pa v bistvu bi vse vedel, ne, če bi te slišal. V Kranju, recimo v centru mesta, je center zaprt, razen za dostavo. In tam je šla ena naša članica, gluha, tako bom rekel, mladenka po cesti, on je za njo pelal. S čim? Z avtom. Z avtom je pelal in po trobu. Ja. Ampak ona ga ni slišala, oni mislijo, da ga zafrka, provocira. In je živce zgubil. Mislim, ljudje ponavadi najprej pomislijo nekaj slabega, pomislijo, mogoče pa ne slišijo. A veste, to pravim, to je ta nevidna invalidost, ker ljudje jo ne poznajo in sploh ne pomislijo na to, da če narobe človek razume, da mogoče ne sliši, ne, da je neumen, ampak da pač ni slišal. To je, da ni nujno demenca, ni neumen, ni provokant. Ja.
Kako je pa recimo z vašimi omejitvami, čisto ko ste rekel, takrat pred leti so vam odsvetovala, prepovedali, da delate takrat, ko so vas želeli vzeti v službo. Ampak danes, v modernem svetu, je lahko nekdo s to hibo, da rečem, s to okvaro, ne vem, sodnik, zdravnik, poslanec, ali kakšna omejitev kjerkoli? Prvič je omejitev že izobraževanje. Že izobraževanje ni dostopno in težko dosežejo to stopnjo, ne vem, doktoratov, magistrov, ker statistika izobraževanja naše populacije je zelo katastrofalna, bom rekel. In to je v bistvu nacionalna sramota za socialno državo. Jaz pravim, v tem času bi jih lahko naučili vsaj pisno, da so konkurenčni na trgu dela. Ampak nažalost iz šol, ki so zavodi za gluhe in naglušne, pridejo mladi ljudje, ki so funkcionalno nepismeni. In s tem so res težko konkurenčni na trgu dela. Kaj pa bi bile izboljšave? Se pravim, v tujini veliko več posvečajo pisnemu izobraževanju. Da ljudje znajo pisati. Da niso samo predavanja in nastopi nekega predavatelja, ki ga ti poslušaš, ampak je pač sheme in pisanja in branje na ta način. Ker, bom rekel, v Sloveniji, recimo starejša generacija je pisno zelo močna in tistih starejših populacij je bilo veliko tudi izobraženih ljudi. Danes tega ni, nažalost. Jaz ne morem sistema spreminjati, ampak izobraževalni sistem za gluhe in naglušne je nacionalna sramota. To mirno lahko rečem vsakmu, ker vidimo, mi smo civilna družba. Naša naloga je, da opozarjamo, kaj je narobe v državi in to je res velik problem. Kaj pa vse to zdaj, se mi zdi, vendar v modernem svetu je veliko tudi teh nekih, recimo, odločb za disleksijo, pa ima več časa, da piše test, pa odločba za ADHD, pa mislim tako, nekako se mi zdi, da vendarle poskuša šolski sistem priti nasproti marsikateri motnji, a nekih takih bonitet, da rečem, recimo, nekdo, ki ima potrdilo zdravnika, da slabše sliši, v srednji šoli, na fakulteti vseeno nima. Ja, ima pač status dijaka s posebnimi potrebami. Tudi gluhi, ki rabijo v integraciji, pač dobijo tolmača, ampak zelo omejene ure, ne da je cel pouk, mogoče 1-2 ure na dan, kar je spet premalo. In pa se človek težko sam odloči, katero uro bo uporabil. Tudi gluhi imajo v državi 30 ur letno, 30 ur pravice do tolmačenja za privat zadeve. Sej recimo pri zdravniku ali pa na sodišču to država plača. Ampak 30 ur je za marsikega koga, ki hoče biti aktiven v družbi ali pa politiki, to je absolutno premalo. Ja, seveda, ja. Naši predlogi so vedno višji, ampak država nima posluha za nas. Zanima me, kot društvo vaše se verjetno povezuje v neko zvezo tudi širše in se te zagotovo tudi v stiku z ljudmi, ki imajo morda drugačne okvare. Kakšni so kakšni skupni izzivi, da rečem tudi mogoče slabovidnih ali pa če ste s kakšnimi drugimi skupinami še povezali, pa mogoče, če ste kdaj razmišljali, kakšni predlogi taki najbolj taki, ki bi jih, če bi imel zdaj možnost 2-3 dati na mizo v parlamentu, ki se vam zdijo za izboljšanje situacije invalidnih oseb v Sloveniji, za podporo, za rešitev te neenakosti najbolj relevantno. Ja, kot društvo smo vključeni v Zvezo društv. Jaz sem imel nekaj let nazaj tudi podpredsednik NSIOS-a, to se pravi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, in takrat smo se veliko ukvarjali tudi s tem povezovanjem vseh invalidskih zvez, pa opozarjanje države, kaj je tisto najbolj pomembno, kar je treba popraviti. Na prvem mestu sigurno izobraževanje, ker to je slabo izobraževanje, potem potegne za sabo tudi zaposlovanje slaba delovna mesta, na koncu pa je človek postane na slabi penziji. Ni samo, cel življenjski ciklus trpi zaradi izgube sluha. Za določene invalidske populacije, bom rekel, je nekaj bolj poskrbljeno tudi zato, ker se njihova invalidnost je vidna. Če vidite človeka na invalidskem vozičku, točno veste, komu lahko pomagate. Ali pa slep človek s palco, tudi veste, komu pomagate. Pri gluhemu nič ne veste, komu lahko pomagate. In tudi politika ne ve, kako, mi dajemo predloge, ampak enostavno
problem je tudi menjava vlada. Dokaj ti eno vlado pripričaš, da je treba nekaj narediti, se zamenja in potem pa spet znova. To imamo pa vsi iste težave, se mi zdi. Ja. Mislim, se strinjam in upam, da vsaj, da je trend na bolje, kar sem začutil nekako iz tega pogovora, da upam, da vsaj ni več teh situacij, da bi nek mlad človek prišel skoraj do konca fakultete, misleč, da je z njim nekaj narobe, da je neumen, da se ne more učiti, v bistvu pa ne bi slišal in ga nihče ne bi to našel. Ker kot pravim, moj sinček je zdaj 1 let, že pri 3 mesecih so mu nek zvonček cinglali pediatri, če se bo obrnil, a ne bo obrnil, ne. Se mi zdi, da smo na to bolj pozorni, pa da se to tudi veliko da zdraviti oziroma podpreti. To se mi zdi važno sporočilo. In seveda, da se splača. A veste, kaj je problem pri starosti tudi, ne? Seveda te okvare nikoli niso povezane samo s starostjo, kot ste vi rekel, ne? Vi ste kdaj že v otroštvu začutil, da okvare so, ampak pri starosti je en problem, ne, ki ga opažamo in to je, da se ene stvari kar vzamejo kot, to je pa pač zato, ker si star. Ne? Recimo, veliko se zgodi, da kakšna stara gospa, 75-80-letnica, potoži sinu ali pa vnuku, jaz pa zdaj zelo slabo spim, in pa se reče, joj, ta starost, to pa res ni enostavno, ne? Takrat pa vsi slabo spijo. Pa ni res, ne? Jaz sem imel tukaj super podcast na temo nespečnosti in motenj spanja, bom dal v opis epizode, če bi kdo poslušal. In je tudi lepo rekla docentka Vida Štukovnik, da ni razloga, da ne bi star človek tudi dobro spal. Ne, mogoče ima premalo izpostavitvi sončne svetlobe, mogoče ima premalo aktivnosti preko dneva, mogoče je ščitnico kaj narobe. V glavnem, ni to zdaj, joj, ti bogi stari. In isto je s tem, kdaj kdo reče, joj, naša stara mama pa že slabo sliši, joj, to pa je res težko je biti star in tako. Ampak nekako ni razloga, da ne bi gospa stara mama šla na pregled in s tem znižala tudi tveganje za kognitivni upad in si izboljšala kvaliteto življenja. In se mi zdi, da je tudi ta dodana vrednost, tudi, ki jo morajo ljudje tudi odnesti od najnega pogovora. Midva se sicer pogovarjava, res mislim, jaz ne govorim nič bolj na glas kot ponavadi, ali pa da bi probal kaj bolj artikulirati. Jaz ne bi niti vedel, da vi kaj imate kakšno težavo, zato me zdaj zanima, ali vendar morate kakšne kompromise v življenju take večje sklepati, ali vi v bistvu živite, bom rekel, relativno tako kot ostali. Kje se pozna to, no, recimo? Zdite se meni, no, od zunaj zelo integriran. Če se tako lepo pogovarjava, ampak če grem recimo v hribe, nima slušnega aparata. Predvsem zaradi znoja, ki zalije pa in takrat raje nobenega ne srečam. Ne. Isto je recimo na morju ali pa v toplicah. V bazen ga ne vzamem, čeprav obstajajo neke zaščite, ampak tam tudi se ne morem pogovarjati. Tako da zelo pazim, kako da sem vedno pripravljen na komunikacijo. No, to sploh nisem pomislil, da seveda ne morete vedno to ali pa če veliko tudi s kolesarjem tudi nimam gorstošnjega aparata, tudi zaradi znoja in nikoli ne vem, kaj za mano. Ampak to pa res je, to pa lahko nevarno. Ali kolesarjenje, kaj odsvetujejo načeloma, ali to je ena taka aktivnost? Tudi pri kolesarjenju se umikam izven mesta. Najraje kolesarjem po gozdnih cestah, tam, da ni nobenega prometa. Tole, kar je pa, mislim, res je problem ratov. Ne samo zame, ampak tudi za vse kolesarje. Ker je, bom rekel, ker je izgužva na cesti in že tam, jaz, ki recimo grem od doma skozi Tržič, to je 2 kilometra, pa imam že tam probleme, da skozi pridem. Ko me čakam, da sem dogmajne. No, če kaj pomaga, imam jaz občutek, da se veliko kolesarjev, ki odlično sliši, tudi ne zmeni za promet. Se delajo gluhe, da rečem. Tudi to včasih prav. Jaz sem tisti tip človeka, ko sem na kolesu, se jezim čez avte, pa če sem v avtu, se pa jezim nad kolesarje. No, to me malo zanima. Sem vas itak mislil vprašati, ker vedno moram, da rečem tako v sklopu tega podcasta, ki se imenuje Umetnost lenarjenja, malo o vaših hobijih, na kak način lenarite, in malo ste že odgovoril, ne vem, to se mi zdi, hribolazanje je res tak nacionalen šport, ki ga imamo vsi zelo radi.
A pa imate pol, recimo, čisto me zanima, vendarle najbrž v neki škatlici v žepu, pa imate sabo ta aparat za potem, ko prijete gor in... Tako, ja, ti smam, ne, to ja, da sem tam... Invazija začne. Imate še kakšen tak hobi, ki se vam zdi dober za dušo ali za telo? Ja, se lik to, hitbolazenje, dokler cajt ti boš veliko snega, sem tudi kar precej turno smučal, pač po zimni druge variante, ampak res sem ugotovil, da čeprav se malo čudno slišim, ampak rad se sam samo pogovarjam ali pa priblivam te naše probleme, iščem rešitve. Včasih kakšen članek pišem, ga imam že v glavo, ko se sprehajam, pridem dan, ga sam napišem in včasih doma, bom rekel, se težko zberem, pa kaj napišem, ampak takole v hribah se pa kar samo posortira, vse skupaj. To je dokazano, da veliko kreativnih idej človek dobi v tem nekem aktivnem odmoru. Je to sprehod, je to neko plavanje. Neka aktivnost, ki te fizično zamoti, ampak mentalno si pa odklopljen. Jaz sem tudi naslove za svoje knjige, 2 naslova sem na tak način našel na sprehodu, če nisem se sploh ukvarjal s tem. Pa kakšno knjigo, to vedno vprašam, če bi imeli za priporočilo, mogoče kaj ste kaj dobrega bral pred kratkim? Zadnje čase je bolj malo, sem počasih kar velik, enostavno, pa ne vem zakaj. Bi pa, če meni zelo všeč ta Nejca Zaplotnika Pot, sem tudi večkrat prebral, ima take dobre misli. Ali pa Celestinska prerokba, ne vem, če poznate to knjigo, ampak ostalo mi je v spominu ne vsebina, ampak pomen te knjige, da je vsaka stvar v življenju ima svoj namen. Ali pa se zgodi z namenom. Mogoče tudi moja izguba sluha ima nek določen pomen, da sem v tem najdel pa nek smisel življenja. Ja, pomaga, če imaš nek tak bolj pozitiven pogled na zadeve in probaš iz izziva tudi nekaj dobiti. Ja. Zame je primer seveda ta pandemija COVID-a, ki, če pomislim, probam res pomisliti nazaj na tisto, ko sem se oblačil v skafander, pa šel v intenzivno enoto, me prav stisne, tako da bi neko travmo podoživljal. Po drugi strani sem pa seveda takrat izdal knjigo, naredil celo kariero iz tega, v glavnem me je razvilo na nek način. Te knjige ne poznam, Nejca imam pa na polici že zelo dolg. Sem ga kupil pred leti in jaz imam to tamle, imam velike te knjižne police in nekdo mi je nekoč rekel, da je zbiranje in branje knjig, da so 2 ločena hobija, jaz se zelo strinjam in je na vrsti, zagotovo, ne vem zdaj, kjera po vrsti je, ampak bo prišla na vrsto. Dajte mi povedati, če Boris, bi to rad zdaj posvetil tudi mogoče za tiste, ki pa imajo težave, pa so se našli v tem, kje lahko vas najdejo, vaše društvo, oziroma vi ste rekel, da ste Kranj, da ste za Gorenjsko, se pravi, si predstavljam, da tudi v drugih regijah obstajajo kot neke podružnice? Ja, v Sloveniji je 13 društev, pokrivamo celo Slovenijo, mi imamo Gorenjsko, imamo tudi podružnice, Tržič, Jesenice, Škofja Loka, tako da mi naše delo približujemo ljudem, ker tudi te avtobusne povezave so že problem ratale za starostnike in se trudimo tako, da mi pridemo k njima. Marsikjeremu, kaj se iz Kranjske gore v Kranj, je že problem prideti. Ampak vas pa najdejo kaj na spletu? Ali? Ja, imamo spletno stran, imamo Facebook stran, imamo vse kontakte na spletu, tako da kadarkoli, tudi kadar kakšen članek napišem takole, pa vidim ogromno po ali kakšen klic ali kakšen mail v društvo, tudi osebno pridejo. Veste, kaj bi rad povedal, da tiste ljudje imajo ogromno željo, ko izgubijo sluh, da bi spet slišali. Ja, seveda, in so pripravljeni tudi plačati velike denarje. Ampak včasih dajo napačnemu. To bi rad. To me pa res tako zaboli, ker res pa že tako težko dajo nekaj denarja od sebe, ampak govorimo o par tisoč evrov, pa jih plačajo, ampak ni to prava rešitev. Ravno to, ker jaz sem velikokrat kritiziram to nekako varčnost ljudi pri takih stvarih, kot so to, ker ljudje, ne vem, bojo butnali avto, pa bojo priličali naslednji dan, pa 600 evrov, samo da bo lep. Problem, ja. Medtem, ko recimo slušni aparat ali pa da bi si zobe, sej niso tako hudi, ne bom si popravil, pa tam ne moreš večati na eni strani, imam enega prijatelja, ki je žvečil na levi,
5 let, preden so ga pripričali, da si tiste glupe vsadke plačal v mesec skozi sam bentil, da bi mu mogla zavarovalnica. Lej, situacija je kot je, mislim, si boš plačal ali pa ne. To je tudi, da je na eni strani žvečeš. Ne. No in take stvari, kot so, da v to se splača vložiti, seveda pa žal določene firme tudi lahko prežijo na to šibkost in če daš 2000 evrov za aparat, to res mora biti nek strokovnjak, ki ti to... Mislim, naša želja ali pa želja je, da bi ljudje najprej k nam prišli, da jih mi malo pomočimo, kako izbirati pa to, ne? Ja. Kako se tega lotiti, ne? Ampak prvati so mi zadnji, ne? Najprej grejo napačnemu, zapravijo denar, pa k nam pridejo razočarani. Ampak takrat jim že svetujemo, ampak pomagamo, pa ljudje izgubijo denar, izgubijo tudi zaupanje v te rešitve. Ja, najhujše se mi zdi, če dobi nekdo, recimo, res slabo sliši, dobi aparat in kot ste rekel, je to nek aparat, ki mu samo nažge vse možno, ne znajo mu svetovati, se mu zdi še slabši in pol reče, to ni zame. In pol to pusti, nam pomaga še slabše in ga vrže v predajo. In ga maclo, doma plačo ga je, ampak ga ne uporablja. Ne. In tukaj, ja, absolutno, jaz bom dal vaše te povezave v opis epizode spodaj, kdor se je našel, ali pa ima mogoče babico, detka, prijatelja, nujno, da vas poišče. Ta društva, res, jaz sem velik fan, no, če tako rečem, in se mi zdaj delate veliko dobrega. No. Tako da super, da ste se mi pridružili, pa sva lahko tudi o tem malo govorila in se na nek način tudi prebudila in jaz tudi zdaj še malo bolj verjamem, da imamo tudi v Sloveniji še par korakov. Zadnjič smo imeli tudi enega bolnika, ki je potreboval domsko namestitev in je bil tudi to problem. Če je človek popolnoma gluh, kakšen dom starejših občanov reče, joj, mi pa to ne znamo, ne moramo, nimamo tolmačev, ne. In ima kdo drug prednost za tisto poslo, že tehniti postelj, ne? Ki se sprosti, ker se bojijo, da ta človek, da se ne bojo znali z njim sporazumevati. Moram povedati tudi to, kar smo izvajali časek, bom rekel, prostovoljno, bom rekel, da sem jaz začel, no, pa v našem društvu pomoč telim starostnikom v domu za starejše. Zdaj smo, hvala Bogu, dobili tudi projekt Ministrstva za javno upravo, ki to zdaj prostovoljstvo finančno podpira. Ampak te ljudje v domovih so to pomoč tako potrebovali, da vam težko povem z besedami. No, ker smo začeli v začetka, to so bile grozne stvari. Veste, to je treba redno čistiti, redno vzdrževati, redno baterije menjati. Tam so tudi dementni ljudje. Zadnjič sem imel primer, se veste, kako je proteza očala, slušalni aparat in je dala slušalni aparat kozarca vodo. To so te stvari, ki pač to mi rešujemo. Tam osebje res tega ne zna, ni usposobljeno. In meni je največ nagrada, ko vidiš človeka, ko mu čistiš aparat, pa mu daš gor, pa mu ga prižgeš, ker se kar zažari, kar zasmeje se, nekaj spet sliši. Ker če so podrezani vseh terapij, delavnic, predavanj, kar imajo tam, vseh programov v domu so pač, se umikajo. Čim bo ti videl, kakšen domu starejši, tam ne človek nek zadaj sam sedi, to slab sliši. Ja. Točno to izkušnjo imam, tudi iz knjižnih dogodkov sem bil v parih domovih in že vidiš, kdo je prišel nekako v to dvorano iz želje po družbi, bolj kot nekaj v bistvu sploh ne posluša. No, tako da. Zelo pomembna sporočila. Najlepša hvala, Boris, za pogovor. Upam, da je marsikomu odprl kakšno dodatno perspektivo. Če pa se kdo poišče, najde v teh težavah, ne odlašajte. Veliko groznih posledic ima lahko umikanje iz družbe za volj take težave, ki je velikokrat tudi reverzibilna oziroma vsaj se jo da dobro oblažiti. Tako. Kaj ne rečem, hvala za povabilo. Jaz verjamem, da sigurno bomo komu pokazali pravo pot do pravega slušnega aparata, do prave rešitve. Ja, super. Hvala vsem, ki ste poslušali. Še čez eno epizodo smo prišli, naslednji mesec je julij, to je poletni mesec, tako da smo na pauzi in se vidimo spet na podcastu Umetnost lenarjenja jeseni. Hvala, ker spremljate te zelo različne vsebine in se vidimo kmalu. Adijo.